stavba, pred katero stojimo, je eden največjih vojaških objektov izobraževalnih inštitucij v času Avstro-Ogrske. Takrat se je cesar odločil za 4, to je v 19. stoletju, za 4 te vojaške inštitute v srednji Evropi in največji je ta, pred katerim stojimo. 4. vojaški izobraževalni inštitut je bil dodeljen mestu Mariboru in leta 1853 so začeli gradnjo, ki je bila končana leta 1856. Kadetnica v Mariboru je bila zgrajena kot kadeten inštitut Avstro-Ogrske monarhije in so jo do leta 1870 uporabljali za usposabljanje starešin njene vojske. Do konca Prve svetovne vojne je bila še pehotna vojašnica, vojaška bolnišnica ter nato vnovič šola za podčastnike. V Kraljevini Jugoslaviji je bila v njej sprva šola za častnike tehnične smeri, nato pa je bila namenjena za usposabljanje inženirskih podčastnikov. Med drugo svetovno vojno je bila v kadetnici vojašnica nemške vojske, po njej pa jo je do konca vojne za neodvisnost Slovenije oziroma dokler je ni prevzela teritorialna obramba Republike Slovenije, uporabljala Jugoslovanska ljudska armada. Leta 1992 so stavbo predali lokalni skupnosti, ki pa zanjo ni našla ustreznih dejavnosti. Tako sta Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska leta 2000 začela postopke za njeno obnovo. Ko se je odločilo o obnovi kadetnice, je bilo prisotnih več dejavnikov. Prvi dejavnik je na vsak način bil nekaterim programom, ki se izvajajo v okviru vojaškega izobraževanja in usposabljanja, omogočiti normalno delovanje, predvsem pa omogočiti njihov nadaljnji razvoj. Njihov nadaljnji razvoj govorimo tudi v smislu večje stopnje, više stopnje izobraževanja, približevanja javnemu šolstvu in kot tako. Drugi dejavnik, ki je bil prisoten, je ta, zgodovinski, kulturni dejavnik. Z kadetnico, z obnovo kadetnice je dejansko se odločilo o tem, ali ohranjamo eno vojaško zgodovinsko dediščino, ker ta objekt nedvomno je. V tem objektu je več kot stoletje bilo vojaško usposabljanje prisotno, večinoma časa bilo prisotno in bi rekel, to sigurno je vojaška dediščina in nenazadnje, brez najmanjšega dvoma, da je kadetnica tudi kulturna dediščina Slovencev pač iz tega obdobja Avstro-Ogrske. In tukaj je bil prisoten še, en element, na nek način vzpostaviti en dialog z lokalno skupnostjo, z krajem, v katerem smo. Namreč v tistem času je bila v Sloveniji zelo veliko debat o decentralizaciji. In v okviru tega je se tudi odločilo o obnovitvi kadetnice. Obnova kadetnice je bila velik strokovni izziv za vse sodelujoče, predvsem za vlagatelja, ki je moral določiti namen njene uporabe, in vseh izvajalcev, ki so morali upoštevati tako želje vlagatelja, kot tudi mnenje stroke, ki bdi nad kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino. Pri projektiranju je bilo nujno sodelovanje z večjimi naslovniki, tako bi rekel, kot je uporabnik, investitor, izvajalec, ampak predvsem pomembno je bila sodelava z Zavodom za spomeniško varstvo oziroma Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine, ker srečanje starega in novega je vedno vsaj konfliktno, bi rekel, projektantskega videza in usklajevanje je potekalo, mislim, na koncu na zadovoljstvo vseh nas. Na objektu pred prenovo ni bilo več izvirnih elementov, ti so izginili v prejšnjih obnovah, čeprav prej ni bilo korenitejših posegov. Za način obnove povedala, da nismo imeli dobenega originalnega elementa več. Od stavbnega pohištva nismo ne originalnih okn, ne originalnih vrat imeli, tudi vsi tlaki v objektu so bili naknadni in smo tako morali na osnovi arhivskih podatkov, zapisov in vseh teh razpoložljivih sredstev se odločati in glede tudi na nove kriterije uporabnikov za obnovo in posameznih detajlov ter celotnega objekta.
Konzervatorji so pri raziskavah in potem pri pridobivanju dokumentacije, predvsem pisnih virov, sodelovali tako z Ministrstvom za obrambo kot drugimi. Kopije izvirnih načrtov so pridobili na Dunaju, v mariborskih muzejih, predvsem pa v Muzeju novejše zgodovine, kjer so pridobili načrte za ureditev okolice. Uporabili so tudi izkušnje. Ja, k sreči sem imel kar nekaj takšnih izkušenj, celo za Vojsko Slovenije sem delal podobne pristope pri starih objektih in rekonstrukcijah. Za šolstvo, za Ministrstvo za šolstvo smo delali nekaj objektov, kateri so inkorporirali v sebi stare vojašnice. Mi imamo v svoji soseščini Avstrijo, katera je ena od vodilnih dežel v ohranjanju starih objektov in večkrat sem tam kaj pogledal. Tudi takrat, ko smo to začeli, smo šli gledati Dunajsko vojaško akademijo pa samostan v Admontu in tako, da vedno človek dobi neke nove pristope in tega smo se tudi posluževali. Prav gotovo je tako impozanten objekt, ki mora biti obnovljen v tako kratkem času, izziv, tudi rešpekt imaš pred takim objektom in pred takimi posegi in predvsem še funkcija, ki je, bom rekla, hvala Bogu, podobna kot tista prvotna, za katero je bil objekt grajen. Vendar pa se je v zadnjih 100 letih, to je to obdobje med historičnim originalom in zdajšnjo obnovo, spremenilo v sami funkciji načina izobraževanja, pristopov, tehničnih, tehnoloških pristopov in nenazadnje tudi sistem varovanja. Vse to je privedlo do, ne bom rekla korenitih posegov, ampak vendarle do kar precejšnjih posegov v samem objektu. Objekt, kateri je grajen po čist drugačnih normativih in navadah in uporabnosti, kot so to današnje zahteve, je vsekakor izziv. Izziv je ne samo zaradi tega, ampak zaradi tega, da en tak velik objekt, kateri v sebi ima en velik novi organizem, kjer se srečajo muzej, šola, vadbišča, stanovanja, prosti čas. Ne glede, da vsak arhitekt, pa jaz tudi, imam rad sodobno arhitekturo, čisto arhitekturo, čisti teren in tako naprej in to rad tudi počnem. Me takšni objekti, takšne naloge zelo pritegnejo ravno zaradi te interdisciplinarnosti in te kompliciranosti, tako bi rekel, zato ker se treba angažirati na večjih poljih. Leta 2003 smo pričeli s pripravljalnimi deli za objekt rekonstrukcije kadetnice v Mariboru. V tem času so se začeli pridobivati projektni pogoji in zahteve s strani soglasodajalcev, da se je lahko pričelo z samo pripravo za projektiranje. Zato so bile izvedene tudi določene preiskave strani ZRMK-ja, pregledi konstrukcij in ugotavljanje potrebnih posegov na samem objektu. Najprej se je sanirala strešna konstrukcija in sama kritina, potem pa smo leta 2005 pričeli z samo sanacijo, odnosno rekonstrukcijo objekta kadetnice. Prva etapa je vsebovala 3 faze A, B in C. A faza je bila dejansko odstranjevanje stenskih oblog, to se pravi, v glavnem so bili to ometi, in pa stavbnega pohištva v objektu. Ta je bila končana leta 2005. Leta 2005 pa se je pričelo tudi z B fazo, ki pa je zajemala sanacijo vlage in rekonstrukcijo kletnih prostorov. C faza pa se je leta 2006 pričela z rekonstrukcijo vseh glavnih nosilnih plošč s protipožarno zaščito, protipotresno zaščito, varnostjo in pa z izdelavo dvigalnih jaškov in požarnih stopnišč.
Ob začetku obnove so konzervatorji že izdelali konzervatorski program z njihovimi osnovnimi navodili in zahtevami. In sicer je v grobem, če povem, je naše izhodišče bilo, da se celotna zunanjščina ohrani z vsemi arhitekturnimi elementi, z vso členitvijo fasad, vključno seveda potem z obdelavo fasade. V notranjščini smo prvotno hoteli ohraniti osnovno tlorisno zasnovo in komunikacijski sistem. Torej, pri vseh teh zadevah smo več ali manj bili uspešni z našimi zahtevami in smo tudi ponosni, da nam je uspelo ohraniti hodnike, da se namembnost hodnikov ni spremenila, ker prvotno so bile tudi ideje, da bi hodnike spremenili prav tako v prostore in da bi se hodnik na novo v teh večjih obstoječih prostorih vzpostavil. Obnova je bila izjemno zahtevno delo, saj je bil objekt narejen že leta 1856 in ni izpolnjeval vseh današnjih zahtev. Obsega skupno kar 18.000 kvadratnih metrov površine. Pri rekonstrukciji je bilo treba upoštevati izredne višine prostorov in razpone plošč, kar je pomenilo dodatno zahtevnost konstrukcije pri izdelavi etaž. Podobno je bilo pri napeljavah. Predvsem je bila zaradi velike prostornosti zahtevna izvedba gretja in klimatskih naprav ter razsvetljave in šibkotočnih napeljav, nujnih v sodobnem izobraževanju in raziskovanju, čemur bo v prihodnje namenjen objekt. Nič ni bilo na pamet storjeno, mogoče ni za marsikoga barva dopadljiva, ampak če jo opazujete, vse te dileme imamo vsi, ki delamo na tem, nobena stvar ni črno-bela. Ampak jaz mislim, da celoten objekt izraža neko resnost, ton je primern namenu te izobraževalne in javne funkcije in v samem okolju mislim, da kar lepo sedi v celoten. Še nismo slišali pripomb glede fasade od ljudi, ker ljudje so pokazatelj, kaj je recimo narobe na objektu. V objektu je danes Poveljstvo za razvoj, doktrino, izobraževanje in usposabljanje, osrednja razvojna in izobraževalna ustanova Slovenske vojske. Z vojaškim izobraževanjem in usposabljanjem, predvsem v vojaških šolah, zagotavlja usposobljen kader za poveljstva, enote in zavode Slovenske vojske. Z vselitvijo v kadetnico bodo Slovenska vojska, predvsem pa Poveljstvo za razvoj, doktrino, izobraževanje in usposabljanje in nekatere njene organizacijske enote pridobile osnovne pogoje za neovirano delo, hkrati pa bo omogočen nadaljnji razvoj teh dejavnosti. V kadetnico prihajajo najprej dve šole, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem častnikov. Tu govorimo o šoli za častnike in govorimo o poveljniško-štabni šoli z vsemi tremi programi, to se pravi za štabne šolanje, višje štabne šolanje in pa generalštabnim programom. Nadalje prihaja Center za doktrino in razvoj kot osrednja izobraževalna in razvojna inštitucija PDRJ-ja in normalno vodstvo PDRJ-ja. V kadetnici bodo še dve dejavnosti, ki bodo povezane z lokalno skupnostjo. Tukaj bo stalna razstava vojaške zgodovine Slovencev v okviru Muzeja vojaške zgodovine in tukaj bo tudi specializirana knjižnica v okviru knjižnično-informacijskega centra. Celotna vrednost investicije objekta je bila določena, je bila predvidena v višini 8 milijard dolarjev. Danes to pomeni 32 milijonov evrov. V tej fazi pri zaključku gradbeno-obrtniških del je porabljenih 28 milijonov evrov, ostalo pa je še za izplačilo za gradbeno-obrtniška dela in oprema.
Premestitev tako pomembnega dela Slovenske vojske, kot je poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje iz upravnega središča Slovenije v Maribor, prinaša tako nekaj zadreg kot prednosti. Selitev v kadetnico in odlični pogoji za delo v njej so pripomogli k hitrejši kadrovski, vsebinski in organizacijski konsolidaciji celotnega sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter znanstveno-raziskovalnega dela. Pri tem pa nismo pozabili, da je pozitivna rast in preoblikovanje organizacijske kulture na temelju vrednot ključ za uspeh. Imamo vizijo, poznamo želene cilje in potrebna sredstva. Tuje nam niso niti poti za njihovo doseganje. Nasproti nam prihaja vedno več posameznikov in organizacijskih enot Slovenske vojske, obrambnega ministrstva ter civilnih in vojaških univerz ter znanstveno-raziskovalnih inštitucij doma in po svetu, ki razumejo našo vlogo in poslanstvo in s katerimi postajamo partnerji pri izpolnjevanju svojih poslanstv. Ob tem pa moramo v naše delo vključiti tudi razmislek o sočloveku, o naših vrednotah, o našem zaupanju. Temeljne vrednote niso enkrat za vselej dosežene. Vedno znova jih moramo razlagati, utemeljevati in sprejemati. Vojak mora zelo ceniti svoje življenje, življenje svojih domačih, spoštovati dostojanstvo vsakega človeka. Poklicani smo, da s svojim znanjem in sredstvi zagotavljamo in ohranjamo primerno in mirno okolje za življenje vsakega. Mesto Maribor bo s tem vsekakor pridobilo, predvsem veliko zelo kakovostnih delovnih mest. V kadetnico prihajajo doktorji znanosti, več kot 40 magistrov in specialistov ter drug visoko kvalificiran kader. Sam objekt kadetnice in vsebine, ki jih izvajamo v njem, omogočajo odlično osnovo za poglobitev stika s civilnim, univerzitetnim, gospodarskim in kulturnim okoljem mesta Maribor in celotne države. Tako smo v lanskem letu organizirali vrsto mednarodnih znanstvenih simpozijev in predavanj. Naj omenim samo mednarodni zgodovinski simpozij o slovenskih mestih med Prvo svetovno vojno, ki so ga v kadetnici organizirali Univerza v Mariboru, Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor in Vojaški muzej Slovenske vojske. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje pa bo ob izjemnih možnostih razvoja, ki nam ga nudi obnovljena kadetnica, postal center odličnosti Slovenske vojske za Slovensko vojsko, odprt v domače in tuje vojaško obrambno, varnostno in širše okolje. General dr. David Patrejas je o priložnosti rekel: najmočnejše orožje, ki ga nosi vojak, je njegov General Patrejas ni kakšen idealizirani antični junak, ampak novodobni poveljnik enega izmed najbolj konfliktnih predelov sveta, kjer soustvarjamo mir za našo domovino in evroatlantski prostor tudi pripadniki Slovenske vojske. In ravno to je moto našega dela, ki ga izraža tudi naše geslo: modro uporabi moč.